Ta avto je praktično čez noč postal Porsche Jäger. Mojca, si v redu? Ja. Dober dan, sem v Španiji, blizu Madrida. Mercedes me je povabil sem, zato ker so pripravili eno fino prezentacijo s tem avtomobilom. Kakor vidiš, je tole Mercedes A45 AMG. S tem avtom se zdaj vozim že ta drug dan. Vozil sem se na pisti, vozil sem se na cesti. Se je pa na kar zanimiv način začela ta predstavitev. Veš, ponovadi nas peljejo malo na cesto, pol pa pridemo na dirkališče. Danes je pa vse kontra. So rekli, dober dan, a tukaj ste. No, kar začnimo na stezi. Ok, jaz mislim, sem ready. Sploh se nisem imel časa razgledati, stari so nas takoj v avte pometali. Nastaviti moram položaj, malo naprej. Volan je super. A grem lahko še malo nižji, ker sem s čelado v strop butel. Ful nizko se gre, dobro. Program vožnje, vidim, da je nastavljen v Sport Handling mode. Avto pred mano, pace car. No pressure, stari. A vidiš, AMG GTR. Obeta velik. Veš, treba je vedeti, ta avto je na papirju ekstra opasan. Harama circuit, ne? Tukaj smo se super vozili, nedolg nazaj. Ful fina proga, tudi zato, ker je še kar zahtevna. Aha, inštruktor gre v avto. Veš, kaj je ta prva stvar, ki jo čutim? Ker imam v športnem načinu, je gas že v osnovi malo bolj odziven. Ok, teorije konc, praksa, dober dan. Kaj je zdaj? Da je gas, no? Shit, stari, ta zadnji voznik je v prvem krogu zaostal za nami za 300 metrov in zdaj vozimo čist počas. Prekletstvo ekipe oziroma vožnje v koloni, stari, presežem. Drugače pa prvi občutek, kar se avta tiče. To, da ropota, mi je bilo jasno. Volanski mehanizem je ekstra odziven, všeč mi je, da nas inštruktor pusti voziti hiter, nam da luft. Lega, spet ni ta tretjega. V 4 zavojih je zaostal za 300 metrov. Glavnem te prvi občutek, dvakrat sem do zdaj orang zaviral, ful dober feeling na bremzi. Kar se krmiljenja tiče, zelo neposreden, obenem pa lahek, kar je zelo pomembno. Ampak ne toliko lahek, da ne bi imel občutka, kaj se dogaja s podvozjem, ki je nastavljeno izredno dobro. Bom pol tudi bolj natančno povedal, kaj je Mercedes vse naredil, da se ta avto res dobro pele. Tudi v telih zaprtih ovinkih nos, ful dober grab asfalt. Nimaš pa občutka, da bi avto vlekel ful čez nos, kar je zelo dober kompliment. Poznamo štirikolesne pogone, pri drugih športnih, kompaktnih avtomobilih obstaja preferenca, da gre avto čez nos ven. Temu se je Mercedes z nastavitvami podvozja, s čvrstostjo, predvsem pa z nastavitvami štirikolesnega pogona zelo dobro uprl, ne odprl in mi spet čakamo za ostalega, ker pa verjetno zdaj po 10 ovinkih zaostaja koliko? Za krog pa pol? Ne vem, stari, kaj dela? Kampera, gobe nabera, veš, oklope nabutat. Zdaj sedim pa v CLA-ju, delovno okolje identično, ima pa avto ritko, ker bi se načeloma, vsaj v teoriji, morala poznati malo tudi prevozni dinamiki, ampak prepričan sem, vsaj takšne so izkušnje ponovati na cesti, da razlika toliko velika spet ni. Konec koncev uporabijo enak setup, praktično enak, malo se morajo prilagoditi dodatni teži zadnji, kaj to pomeni, spredi McPherson, zadnji multilink, seveda podvozje prilagojeno obremenitvam, ki jih tak avto mora prenesti. Vidiš, pa vsi avtomobili, če malo bližje pogledaš, vidiš zraven številke 45 črko S, ker navaden AMG ima 307 ali 89 konjev ta močen, S pa 421. Smo delač prišli, v kompaktnih avtih, več kot 400 konjev. Pa manj kot 4 do 100. S ima 3,9, ali koliko, govorimo o hatchbacku, ta navaden pa, 4,1. 2 desetinke razlike. Kljub razliki v konjih, to se pravi 389 proti 421, je pa navora razlike samo 20. So, gentlemen, 5 laps to go, like you did already. Ne, motil sem se,
se, avto je znatno mehkejši na pisti. Verjamem, da se ta razlika na cesti ne čuti toliko, ampak tale avto je vseeno malo bolj, mislim, ker je tudi dobesedno limuzinski, ima tak tudi značaj, vsaj kar se podvozje tiče. Gre enako, zvok enak, programi enaki, ampak fendri, te so pa malo mehkejši nastavljeni. Kar oronkovod v prezentaciji avtomobila, da te na suh porinejo na dirkališče. Ok, zdaj imamo pa končno čas, da se posvetimo detajlom. Gremo lepo po vrst, tako ponovadi, pa začnemo z obliko. Le, ko pridemo do zunanjosti, je detajl, ki je meni daleč najbolj všeč, prav tukaj let spredi pri maski. Vidiš teh 12 vertikalnih letvic? A veš, zakaj so mi tako všeč? Ker s tem videzom, ne samo z obliko maske, ampak s temi letvicami, spominja tudi na druge besne Mercedese, na večje, veliko dražje AMG. Recimo na AMG GTR. Drugač pa, kar se koles tiče, standarden A45 AMG se bo peljal na 18-kah, tale je izvedba S, zato se bo peljal na 19-kah. Prepoznaš ga tudi potem, da ima rdeče zavorne čeljusti, drugač ima sive. Pa ne sem to pri izvedenkah S, so te čeljusti 6-batne, drugač so 4. A ja, pa tako je, ne? Če ti je všeč vizualna drama, mimogrede tale avto je že v osnovi ponuja kar velik, boš lahko dodatno naročil tudi paket AMG. A veš, kada z navadnim še ne izzivaš dost, ne? Boš lahko še malo bolj. Ampak mene pri tem avtu veliko bolj kot estetika rajcajo druge stvari. Recimo ojačitve, zato da je avto bolj čvrst. Pri sprednjem modelu so to naredili tako, da so pod spodnji del pod motor namontirali dodatno ploščo. Pa da ti ne bom kazal sam na ta pravem avtomobilu, Mercedes je pripravil en tak model, kjer se to vidi še veliko boljše. To je ta plošča pod motorjem, o kateri sem govoril. Prejle pa imaš pa podobne ojačitve tudi na zadnjem koncu. Vidiš, oba dela sta valjda pomembna, zato da je karoserija pa celotna struktura avtomobila čim bolj čvrsta. Se veš, to se v ovinkih fejst pozna. Drugač pa srce tega avtomobila, motor, stari. Evo, poglej ga, prostorninsko, nič posebenega, ampak prijemo pa do konjev. Ali 389, ali pa 421. To je več kot 200 konjev na 1 liter delovne prostornine. Pa spet, to ni podatek, ki najbolj rajca, vse kar se mene tiče. A veš, kaj je Mercedes naredil? Zato, da je razporeditev mase celotnega avtomobila boljša, so motor v primerjavi z običajnimi AI, tudi v primerjavi z A35 AMG, zarotirali za 180 stopinj. Da si boš lažje predstavljal, ta motor je v drugih AI obrnen tako. To se pravi, ta del je tam, ta del je pa tam. A veš zakaj? Med drugim tudi zato, da so lahko turbino namestili sem, zaradi česa je težišče avtomobila boljš, pa ne samo to, ker potem motor lep špade, je tudi havba lahko nižja in zaradi tega avto deluje še bolj športno. To drugače ni tako malo dela, veš, se vidi, koliko fejst so se potrudili, pa koliko resno Mercedes jemlje to misijo A45 AMG. Ta avto je praktično čez noč postal Porsche Jäger, pa ne na Boxsterje, če veš, kaj hočem reči. A ja, končna hitrost si rekel, da te zanima 250, razen če vzameš S-a, pol ti pa dovolijo požgečkati 270. Drugače pa še milijavžent enih ukrepov, s katerimi je Mercedes poskrbel, da je ta avto res hiter. Optimiziran je twin scroll polnilnik, notranjost valjo je premazana s posebnim nanonanosom, da je frikcije manj. Pa da dokončamo zgodbo o pogonskem sklopu, menjalnik je 8-stopenjski dvosklopčni speed shift, pogon je 4-kolesen, je tudi konstantno variabilen, kar pomeni, da se prilagaja voznim programom, pa tvojim željam, konec koncev. To sem že pokazal. Ja, ne, sem še nisem pokazal. Ta avto ima podoben kot Focus RS, zelo učinkovit drift mode način. Lej. Je malo drugačen kot pri avtih na zadnji pogon, da ti bom pokazal. Race mode, Yes. manual mode, and of course ESP must be off. First lap I will do it just slow that you see how it works. Go the accelerator. Immediately. Could you continue doing the drift? Okay, Yeah, of course. I will show you. Faster corner, turning in. See the brake. That's also the reason. Mojca, si v redu? Okay, welcome. Thank you so much. Je pa res, da nam niso dovolili, da bi ta drift mod preizkusil sami. Drugač pa drastičnih oblikovnih sprememb, ki prijemo do kabine, no ta moramo reči, da je bila atraktivna že prej, v primerjavi z recimo A35 AMG ni. Ampak tukaj mislim, da se strinjamo, da je to avto, ki je verjetno to še najmanj rabo, tukaj že A35 AMG je off the hook. Je pa barvna kombinacija pri tem avtomobilu zelo zanimiva. Rjavi školjkasti sedeži v kombinaciji s črno, malo srebrne, seveda malo tega laka, ki pridno nabira prah. Generalno gledano je pa
tudi zaradi tega volana, pa tega dodatka tukaj spodaj napis AMG, zelo atraktiven. In to je to, kar znam jaz povedati o avtonomu A45, pa konec koncev tudi CLA 45 avtomobila sta si znotri na moč podobna, znam povedati. Mogoče sam še motor v praksi, pa ne na dirkališču tukaj na cesti. Ena stvar, ki sem jo opazil šele danes, je to, kako lepo, če ga imaš v ta pravem voznem načinu poka iz izpuha. Veš, ker si ti na dirkališču, si toliko osredotočen na to, da boš zadev apex, da boš sledil inštruktorju, da boš šel iz zavoja tako, kot treba, da boš imel vstop v zavoj, ta prav, da ti tega sploh ne slišiš. Pa priješ pa na navadno cesto, pa rečeš, kako lepo ropota. Drugače pa največja pohvala, ki ga jaz temu motorju lahko dam, je to, da imaš feeling, da je tak atmosferski karakter ima, zelo zvezno pospešuje. Butne, tako da Bog pomagi. Prehitevalen talent A45 AMG je izreden. 421 konjev, zato ti pravim, da je Porsche Jäger. Tudi everyday usability, rečejo temu Američani, je na zelo visoki ravni. In tako se zaključuje moj report z te predstavitve. Moram pa pohvaliti Mercedes, kar se same predstavitve tiče. Ne spomnim se, kdaj je bila kakšna predstavitev na pisti, pa da smo lahko vozili, kolikor smo hoteli. So rekli, tukaj ste do 5, ker v 5 je tiskovka, od zdaj, od pol 2, kako je bila ura, do 5, voz se. Če je avto prazen, pejte se voziti. Jaz grem pelat že 5. rundo. Mercedes, kapo, ne, čelado, neki, no, takole, a prav.